Hej, danes je moj gost Dare Klavžar. On je marsikaj. Košarkar, menedžer, coach, kolesar, kuhar, oče, mož. Ta seznam je pravzaprav neskončen. Ne? In spoznala sva se, ko sta se s Heidi odločila, da si postavijo nov dom, in takrat sem imel to srečo, da sta ravno mene zbrala za njihovega arhitekta. In od takrat smo skupaj preživeli kar precej enega časa. Najprej ure in ure snovanja samega doma in potem še gradnje. Tako da sem ga tudi nekoliko bolj uspel spoznati, ampak še vedno ne toliko, kot bi si želel. Zato, ker me je pri njem vedno impresioniralo, je, kakšna življenjska energija veje iz njega in kako s polno žlico pravzaprav živi življenje in ga zajema face on vse, kar pravzaprav mu življenje prenaša. Tako da, Dare, najlepša hvala, da si se odzval mojemu povabilu. Z veseljem, na tale pogovor. Še sploh, ker s tem orjeva ledino, to je prvi. In tako, kot pravijo, prvega ne pozabiš nikoli. Absolutno, karkoli že bo. Ja. Zdaj, moj namen tega pogovora je, tako kot sem ti že prej offstage povedal, da probam zvrtati od tebe to tvojo čarobno življenjsko formulo. Ti bi rekel, ok, nisi človek, ki bo spremenil svet z enim velikim dejanjem, ali pa tudi morda nekoč še. Je pa tako, da sem skozi izkušnjo videl, da ti v enem dnevu pravzaprav z svojimi dejanji, z komunikacijo z ljudmi, svojo odprtostjo, svojo pozitivnostjo, tega se v enem dnevu nabere toliko, da je svet dejansko zaradi tega lepši, boljši in mislim, da taki ljudje še bolj spreminjajo svet na boljše, kot morda, če bi, nek Elon Musk, ki živi v 15. prestavi in šiba rakete in električne avtomobile in tako naprej. Tako da to je tista stvar, kar bi jo rad zvrtal tebe, ampak za prvo vprašanje, pa za uvod, pa mogoče nekoliko ena druga stvar, ki mi pa že dal burno mišljijo. Si kdaj razmišljal, da bi bil taksist? Namreč, mogoče, ko se človek usede v taksi, ima dve možnosti. Ali ko me čakaš, da greš ven, ali pa bi človeka prosil, da s tabo naredi še en krog, samo zato, ker ti je toliko prijetno z njim. In jaz si predstavljam, da tebe v tej profesiji bi taksimeter pregoril, ne? Toliko časa bi se človek s tabo vozil. A to meni zvoni. A boš ti? Se to je v živo podcast, tukaj nimamo kaj. Ja, pa zvoni. Iskreno, neke vrste taksist sem bil, tako sem tudi pravzaprav v svojo kariero vstopil poslovno, ampak o tem, da bi bil taksist, nisem nikoli razmišljal. Razmišljal sem pa o tem, da bi hot doge prodajal. Zdaj ne vem zato, da bi šli v vrsto pojedli hot dog, pa še enkrat na tvojo analogijo. Recimo, z ženo, s Heidi sva se pogovarjala, ko si v tem svetu poslovnem in imaš ambicije in priložnosti in tako naprej. Vedno pa obstaja tudi neka, kaj če to ne bo funkcioniralo, kaj če ti dajo čevelj, tako kot dajo čevelj nogo trenerju, politikom v poslovnem svetu, si dober, dokler prenašaš rezultate, če nisi dober, pride nekdo drug, ki bo te rezultate prenašal.
In so rekli, okay, kaj bi pa midva delala, in jaz sem bil impresioniran s pozornostjo, nad pozornostjo, s katero na Danskem delajo hot doge. Jaz sem bil pa nas navajen na hot dog, ki je bil pump, nekaj nabiješ na tisto vročo palco, a hočeš malo majoneze ali kečap ali kombinacijo in eno hrenovko noter. Nobene lepote, nobenega občutka, nobene estetike. Na Danskem pa imaš prvič 17 vrst hot dogov, odprtih, zaprtih in tako naprej. Ampak vsaka stvar ima svoj proces. Daš, ne vem, kruh pogreješ, daš remoulade, ki je njihova neka vrsta majoneza, pa kumare, pa pečena čebula, pa bla, bla, bla. Skratka, to je bila neka zgodba in predvsem tem je najbolj fasciniralo to, ker so ljudje, ki to delajo, ta svoj štand dobesedno prevlekli ali pa prekolesarili tja na tisti punkt, tam oddelali, spet to nekako dvignili ali pa s kolesom in to odpeljali stran. Tako da nisem razmišljal o taksi službi, mogoče, ko sem gledal film Taksist, še ko sem bil mlad, mi je mogoče to šlo po glavi, ampak dejansko sem razmišljal o nekem drugem poklicu, da bi hot doge prodajal. No, to tvojo življenjsko anekdoto za taksi službo poznam, pa se bom pol, če dovoliš, še vrnil na njo. Ampak tukaj si že skočil eno temo, ki je pa točno to, kar me zanima. Delati hot doge ali pa delati hot doge s polnim srcem, s polno bitjo. In to je točno to, kar sem jaz pri tebi opazil skozi vsa ta druženja in kar je že mene kot bypassarja tako vsakič znova izpolnjeval. Ne vem, od tega, da operativni sestanek na gradbišču ni operativni sestanek na gradbišču, ampak je 2 pladna bureka in od lokalnega dobavitelja in ena taka čisto drugačen pristop do vseh izvajalcev. Do tega, da kako se posvečaš vsaki stvari, ki se mi zdi, ki ti jo življenje prinese. Ne? In kar me zanima je, če vse to nekje izvira. A je kaj takega v tvoji rani mladosti? Pravijo, da otrok do 4 let se formira, pol je pa narejen in to, kar je do 4 let, je to. Je kakšen tak spomin ali pa dogodek ali pa karkoli v tisti rani mladosti, da bi rekel, da te je to oblikoval, zaznamoval, ali je to nekaj, s čimer se rodiš, ali to si privzgojiš, se zgradiš? Kako ti gledaš na to pravzaprav? Mislim, se vem, da je sebe tako težko včasih refleksirati, ampak vseeno. Zdaj, glede na to, da si se odločil, da bo ta podcast nekaj, kar bomo delali v živo, brez briefa, tudi ni bilo časa za razmišljanje, kar je definitivno tema, v kateri bi se, včasih rečejo, se usedeš pa razmišljaš, včasih se samo usedeš in mislim, da ta tema je taka, ki bi se samo usedel, preden bi sploh začel o njej razmišljati. Ampak če zdaj probam na hitro nekako peljati se nazaj, povezava med hot dogom pa drugače narejenim, delanim. Pa recimo, če se spomnim, kakšna vse študentska dela sem počel, kje sem jaz hotel kot otrok pomagati. Imel sem enega soseda, ki je bil avtomehanik. In tak avtomehanik še stara šola, ki je popravljal vse modele, ki je popravljal vse modele in vse tipe del je delal. Se pravi, on je šel v elektronko in je, kako reče temu, poklepal nek blatnik pa pobaral. Pa tako naprej. Francel. Pa ne naš Franci? Ne naš Franci, nažalost pokojni ta Francel, naš sosed, tam, kjer smo živeli z družino, moji starši. In recimo jaz sem pri njemu občudoval, ko je on nekaj delal in včasih mi je govoril, kaj dela, mi je razlagal, kaj dela, včasih ni in sem čakal samo, da bo on začel malo klet, pa da bo nek ključ 13, ki si ga ni pripravil, on je bil pa v kanalu in tako naprej. Ampak vse te stvari so mi dali neko izkušnjo, ko
če bi jo zdaj probal ti rezimirati, pa malo improviziram iskreno, karkoli sem delal, sem probal na nek način delati, kot da je to edini, najpomembnejši posel na svetu. Jaz se spomnim, ko smo recimo prek študenta, ker je bil boljš plačan del čistil sneg, kidal sneg. Aha, ok. In zdaj, včasih moraš iti na streho, včasih moraš neka dvorišča, bla, bla, bla. Počistiš... To študentsko delo je zdaj čisto umrlo. Študentsko delo je umrlo, recimo, ta tip dela. Ali pa recimo sem delal, sem prevažal, ker je bilo tudi, iskal sem dela, kjer si relativno malo časa moral delati, zato ker sem pač bil na gimnaziji, pa basket zraven in tako naprej. Še vedno sem pa hotel nekaj sicer služiti. Prevažanje, dostava piva v lokale. Ok. Se pravi, zaboji, sodi in tako naprej. Ne. Kako zdaj tistih 50 gajb piva prinesti nekam, kjer jih je treba dostaviti, pa da je bil to zame tudi neke vrste trening. Ki sem ga imel popoldan še žogo, to je bil pa zame recimo neke vrste fitness. Kako čistiti sneg, pa da ne pustiš šlamparije za sabo. Kako čistiti sneg, da ga lahko čistiš dlje časa. Ker če se zaženeš kot kura v tisti sneg ali pa kot karkoli že buldožer, ti nekaj, če nisi to vsak dan delal, ti nek zapestje, neka mišica začne delati. Zakaj sem to tako delal, mi je pa bolj zdaj, ko ti govorim, postalo vprašanje. Mislim, da sem bil za vsako to delo, ta priložnostna dela, če sem lahko nekaj pomagal, na nek način hvaležen. Odlična beseda. In zdaj, če si hvaležen, potem na nek način daš nazaj sebe, karkoli že. Če si hvaležen, da imaš možnost, da nekomu narežeš pršut, potem ga narežeš z nekim feelingom, ne? Na prvo žogo zdaj. Ja. Mislim, da si s to besedo pojasnil marsikaj, pa tudi zadev keyword, kaj se skriva zadaj. Ne? Ker ravno to me zanima s mojim vprašanjem, od kje bi prišlo to, da tudi iz najbolj banalnih situacij pa del človek nekaj ne samo odnese pa zaraste, ampak da me tudi ljudje okoli njega, si predstavljam, da ali ti prinese nekdo pivo, pa ti ga flikne gajbo, ki je pred vrata. Ali prineseš za šank, pa še daš potencialno hladilnik. Ne? Tako, njegova naloga je bila pač prinesti pivo in on je to opravil. Ali pa se tega loteš. In ja, mislim, da s to besedo hvaležnost, to je en tak keyword, na katerem si ga zvrtal in zdaj so že končala. Tako enostavno pa ne gre off the hook, ampak sem pa vesel dejansko, da sva prišla do tega. Ja. Ker mislim, da je to nekaj, če reflektiram to tudi nase. Zakaj sem jaz začel prvič vsa ta moja druženja v Bognu, ki smo imeli za moje naročnike, tam pa pri Jezeršku, pa ne pri Peko, pa to, pa druženje, pa zadnjič tisto predavanje, točno iz istega razloga. Ker prva moja misel je, v Sloveniji je ogromno arhitektov in med to ogromno množico je tudi zelo veliko, zelo dobrih. Ne? In zdaj, da se nekdo odloči zbrati ravno mene za svojega arhitekta in to je tako dosti intimna funkcija, ne? Na koncev po končanem procesu jaz vem, jaz zelo intimno vstopam v vsako družino, ne? Sploh, ker sem na te individualne hiše specializiran. In sem za ta izbor, dobro, poleg tega, da čutim ogromno odgovornost, res hvaležen. Nismo, kdor se pač odloči zame in to je bil tudi moj namen, zakaj to delati in se mi zdi, da ta hvaležnost ti omogoča, da to nekako
delaš na polno, z vsem srcem. In to je meni toliko bolj izpolnjujoče na ta način, sploh karkoli delate. Zadnjič sva se pogovarjala, ker sem ti opisal eno mojo izkušnjo enega človeka, s katerim imam sem moral nekaj urediti, neke papirje. Ne? Kako v bistvu si človek, ker si tudi predstavljam, ampak v nekem kubiklu, v nekem birokratskem delu, ampak kako je potlej s tem, ko smo majčkeno navezali stik, pa se malo pogovarjala več, v bistvu on tudi kar vzcvetel in kako bi si lahko dejansko tudi v tem najbolj banalnem poslu, ali pa če vzamemo še bolj banalnega, nekdo, ki je včasih nam kartice podajal na cestninski postaji, to se mi zmeraj zdelo tako zelo zbanaliziran, ampak tudi med njimi si videl razlike, ali ti je en tako, ali ti je z nasmehom, ali ti je še kaj rekel, ali kaj ti je, z vsake stvari se da. Ampak mislim, da je tukaj ključno vprašanje, ne, da v trenutku, ko gledaš na nek posel banalno, ne, ga ne moreš delati z nekim odnosom, občutkom, srcem. Se pravi, jaz se spomnim teh časov cestninskih kartic, ker sem si želel v Logatcu na avtocesti dobiti ta posel. Ker je bil posel spet takrat, ko sem s košarko dosti intenzivno treniral, posel, pri katerem ni treba trošiti energije, je bil ekstra posel. Se pravi, tiste gajbe, pa sneg, pa karkoli že, so bile malo v konfliktu s tem, kar sem delal. Recimo, meni se je zgodilo, da me je trener enkrat na treningu zvečer, ker so moje žoge letele vse okrog, razen tja, kar bi mogli, je rekel: Pecem, kaj si danes delal? Nič posebno. Dobro, povej mi, kaj si danes delal. Sem rekel: delal sem nekaj prek študenta. Kaj pa? In sem mu razložil. Je rekel: če hočeš košarko igrati resno, potem on je rekel kašika, ker je bil iz Hrvaške, je rekel žlica in žoga. Te dve stvari gresta skupaj. Gajba, sod, pa žoga ne gresta skupaj. Ampak dajanje teh listkov pomeni vsakmu na nek način reči, dati nek pogled, neko besedo. In če ti je to posel, ki si ga želiš, ga boš brez da o tem razmišljaš, dobro delal. Za razliko od nekoga, ki pač reče: zdaj moram pa tle 8 ur viseti pa dajati neke glupe listke, ne vedoč, da tehnologija bi to lahko zamenjala takrat in tako naprej. In koliko lahko že en sam tak majhen akcij, sploh se včasih ne zavedamo, koliko to za sabo potegne, da si nekomu dal tisti listek z neko čist drugo energijo, je lahko ne nazadnje zadovoljen naslednjih 100 kilometrov, ima čist drug občutek. Do nesreče lahko ne pride. Sploh ne veš, kaj je ta metuljček, ki je tukaj zamahnil s tem listkom, povzročil na drugi strani. Glej, listek je lahko zjutraj na poti v službo, ki ti naredi trigger in si cel dan. Listek je lahko na poti domov, ko si spraznen in ti reče še ena, ne vem, fire, še ena iskrca, kjer konc dneva z družino, s prijatelji, s komarkoli si. Itak se je dan že slabo začel. In nekako, točno to. Lahko sem še down the drain, Zdaj si parkrat že kar sam skočil na to košarko. To je to, kar vidim. Vem, da si bil košarkar, vem, da ti je zdaj še to ravno sva ugotovila, da sem jaz čist nepodkovan na tem področju, ker ne vem niti najbolj špico od špice. Ampak kako si pa pravzaprav v košarko prišel? Kako si, tako ste nametavali, tako kot mi tle na vrtu, ali mularija, pri katerih letih? Mislim, da sem začel košarko itak v osnovni šoli, v katerem razredu se ne morem spomniti. V osnovni šoli? V osnovni šoli, Ampak takrat, ko si otrok, probaš vse. Vsi smo probali fuzbal, jaz sem probal ping-pong, karate. Jaz sem bil takrat tak buckast in nikjer nisem bil tisti, ki bi rekli, če zbiramo, bomo njega najprej zbrali. Pri fuzbalu sem bil golman.
v nogometu sem bil golman. No, viš, to so mene tudi meril gol, ker driblati nisem znal, pa sem pa gol dajal, tam je bilo pa Ja. strah žoge, pa se daš ven skočil, pa sem pa še v gol nekaj dajati. Ampak mislim, da je bila en tipping point, da sem med vsemi temi testiranji, pa malo harmonike, pa malo ne vem, kaj vse otrok ne počne. Super, da starši so nam dali, meni dali in mi dajemo možnost. Ampak nek trigger, mislim, da pri košarki je bil trener, ne sama igra po sebi. Mislim, da smo imeli v eni taki zelo stari telovadnici nek prvi trening, da sploh vidijo, ali bi te še imeli, ali bi te probali kanalizirati v kakšen drug šport. In jasno, če greš prvič nek šport, če bi šel zdaj prvič tenis igrati, žoga ne gre tja, kamor hočeš. In seveda, si tam eno uro pa pol in je to bolj ali manj nek razočaranje, nek občutek, da nisi za to. Ampak ta trener nas je po treningu nekako dal na neke blazine, še tiste usnjene stare. Ja, to mi je živo ostalo. Zdaj, ko rečeš, rjave še. Rjave. Take smo imeli. Fiskulturne. In je tam je z nami pogovor, kako je pomembno, da si čim boljši v športu, ampak koliko je pomembno, da smo v športu zaradi tega, ker se naučimo z drugimi ljudmi komunicirati, biti skupaj. In od tega trenutka sem jaz športe posortiral po košarka, pa potem dolg časa nič, do pred par let, ko je kolesarstvo v moje življenje nekako prišel. Meni je košarka dala, se pravi, to, da sem sebe spoznaval in spoznal veliko ljudi, drugih, spoznal dinamiko ekipnega funkcioniranja, energije, obnašanje ljudi na igrišču, obnašanje ljudi v garderobi, obnašanje ljudi na avtobusu, ko smo takrat hodili še z avtobusi v tej moji zgodnji fazi na tekme, ne starši peljejo skoraj vsak svojega otroka na tekmo, ampak smo to praktično šli na redni avtobus v Koper, nedelja ob 7 zjutraj, ker je bila, ne vem, ob 11 tekma, karkoli že. In cela ta dinamika, ki seveda takrat ne veš, da se učiš in da spoznavaš in tako naprej, ampak jaz sem tudi potem v svojem profesionalnem življenju, se pravi v poklicnem, v karieri, ki sem imel, govoril, da sem se največ o poslu in o tem, kako jaz lahko funkcioniram v poslu in sem funkcioniral, naučil iz košarke. Se pravi, meni je bila košarka v tem mladostnem življenju strast, moje življenje, praktično vse ostalo je bilo na 2., 3., 4. mestu. Kasneje sem se pa zavedal, da sem se tam naučil principov in ko sem moral kdaj, ko sem vodil podjetje, iti v nek, kaj je zdaj situacija. Iz vsega tega šuma ven sem šel ali na igrišče, napad ali obrambo, ali sem šel v garderobo, v mindsetu, kako so takrat stvari dogajale in kdaj so trenerji, coachi dobre poteze potegnili, naredili in kdaj so slabe poteze naredili. In teamwork in vse ostale stvari, ki jih danes v sodobnem poslovnem svetu veliko o njih govorimo, veliko materialnih stvari, materialnih v smislu, delamo neke dogodke, probamo ljudi animirati, dajemo t-shirte, jaz sem ta tim, bunde, kape, nogavice. Da se identificiramo z nečim. Ampak ta Fate, Fire, Focus, se pravi ta, kaj nas žene skupaj kot ekipo v dobrem in ne tako dobrem, zmagujemo in zgubljamo, o tem se pa malo dela. Ne? In to mislim, da je neko priložnost za time, ki se imenujejo družina, tim, ki se imenuje podjetje na veliko ali pa neka ekipa manjša. Ja, stalno v bistvu smo ali na našo željo ali pa prisiljeni biti v nekih timih. Ne? Ker zdaj recimo jaz sem dostikrat tudi, ko sem treniral karate, ker sem koga hotel, ker sem navdušen nad tem in sem koga hotel navdušiti, sem rekel, to ti je najboljša metafora življenja. Jih fašeš, nabijaš koga, braniš, nabijaš koga, greš ti v napad, greš v obrambo, si defenziven,
Ja, vse situacije življenja se ti zgodijo tam v malem. Edino, kar je razlika, zdaj tako, kot si pravi tole, razmišljam, karate je kljub temu individualen šport. Ne? Ali pa šport, niti ne maram tega izraza, šport, ampak ja, ker to je borilna veščina, ki ima zame malo globlji pomen, čeprav spet verjamem, da tako, če polno delaš karkoli, je to. In si predstavljam, da je košarka pustila pri tebi, ker si verjamem, spet tako polno zagrabil, tako si rekel, ne pritopal, vse ostalo, devek, neč pa ostalo. Pustila ravno na tem področju tvoje socializacije en močen pečat, ker na tem si ti pravzaprav neverjeten, ne? Tako, ker sem mu jaz zelo priliko, neverjeten, nisem mislil tukaj zdaj nekaj laskati ali pa nekaj, ampak ti se s človekom poznaš, še preden ga srečaš. Jaz sem pa lahko z njim recimo mesece in mesece, preden se bova lahko nek kontakt vzpostavila pa zbližala. In mogoče, zdaj, kar je zanimivo je, ali je tebi to košarka dala, meniš, da ti je dala, ali si ti to imel v sebi, pa ti je zato ta šport bolj pasal, kot recimo, da bi karate zbral kot tisti, ali pa kakšen drug teh bolj individualnih športov zbral kot... Jaz mislim, da imamo to vsi v sebi. Jaz mislim, da mi je košarka kot pomemben del, ker je bilo ogromno časa temu posvečenega. Časa v smislu dan, teden in časa v smislu število let. Mislim, da mi je to košarka pomagala razviti, da mi ni dala per se. Razviti, ja. Ampak da sem skozi ta segment, pravzaprav, da se mi je to verjetno nekako bolj razvil. Jaz mislim, ni vsak za vse in nismo vsi za kolektivni šport in nismo vsi za individualni šport. Jaz recimo izjemno respektiram športe, se pravi, discipline, v katerih si samo od sebe odvisen. Ker v košarki imaš neko, ali pa v kolektivnih športih nasplošno imaš nek safety net. Če meni ne bo šlo, bo nekdo drug. Če bom jaz falil, bo nekdo drug lahko popravil napako, karkoli že. Ko si samo sam. Ne? Na drugi strani je pa, ko si sam igraš samo zase, ko igraš pa v nekem kolektivnem športu, igraš pa tudi za ostale. In tukaj se, ko rečejo kemija ekipe, najboljši posamezniki pa brez nekaj ne špila, nekaj ne gre. Tudi če zmagamo bolj na silo, na individualno kakovost, kot na to, da smo mi ekipa. Tukaj se pa začne zgodba, a igram za nekoga drugega. A uživam, a sem hvaležen, ker sem jaz blok naredil, on je pa koš dal. Ker sem jaz skočil, poštartal, on je pa, ne vem, zakucal ali karkoli že. Tukaj pa tega pa ne moreš fejkati. In če se v rekrutmentu ekip tega segmenta ne gleda in se gleda statistike, kdo ima koliko pik, koliko skokov, koliko je visok, če govorim za razvika košarke, potem dostikrat se sestavijo ekipe, ki v bistvu niso ekipe, ampak so skupine posameznikov vrhunskih, ni pa te dodatne dimenzije, ni pa te energije, ki jo lahko samo ekipa ustvari, ki jo ne moreš natočiti kot limonado v kozarec, ampak se mora proizvesti med posamezniki. Ko je nekdo hvaležen, da lahko igra z drugim in da če bo njemu predelal piko, da on v tem uživa. To je tako, kot če narediš kosilo ali pa nekaj skuhaš in daš ljudem za jesti. Ne govorimo o restavraciji, govorimo takrat, če ta občutek ni the ultimate, pa je to, pa si... Se pravi, ta občutek, da nekaj narediš tudi za delaš ne samo zase, ampak še za drugega. Točno to. Ja. V ekipnem športu moraš razmišljati, da boš nekaj naredil za drugega. To si me zdaj spomnil na tisto zgodbo, ki si mi zanj pravil, kako je nek coach ekipiral svoj tim, ker si rekel, da kako je že šlo, da ko je gledal igralce, ker ga pikant
mu je bilo zelo pomembno, kaj se je zgodilo potem, ko je nekdo dal gol, koš, karkoli. Ali so igralci rekli, okay, ali so zleteli na njega in ga res podrli, ubijali, razturili. Se pravi, koliko je on bil lahko bi rekla, priljubljen pri ekipi, ampak tako lepši izraz bi mogoče bil prav energetsko povezan z ekipo samo. Ja. Koliko je to od trenerja odvisno? Mislim, primarno, zdaj, če govorimo... Tako kot se razume, ta trener bil tisti, ki je te pravzaprav bil tisti trigger, da si se odločil za košarko bolj kot za kakšno drugo stvar. In to je te ljudje, moja izkušnja življenjska je, da tekom življenja naletimo sem pa tja na neke ljudi, ki so nam pa učitelji ali pa nekaj, da nam omogoča stopiti na eno stopničko. Jaz v svojega življenja lahko nekaj naštejem, ki so mi res prelomno nekaj dal. In ta trener predvidevam, da je bil tudi eden od teh ljudi v tvojem življenju. In zdaj ironično, niti ne vem, kako je temu, se ne morem spomniti, kako mu je bilo ime. On je bil pravzaprav v košarki... Mogoče ne veš imena, ampak pozabil ga ne boš pa nikoli. Pozabil ne bom njega in ne bom pozabil, kako sem se jaz takrat počutil. Ker iz tega, kako sem se takrat počutil, se je potem vse naprej vrtel. In kadarkoli sem jaz v interakciji z nekom, ali se bi želel tako počutiti, kot sem se takrat, in mi je nek benchmark, a me zanima to, ali bi šel zdaj nek eksperiment, ki je bil zame v mojem življenju kolesarjenje, ali pa sploh kako sem šel, če bo do tega prišla, kako sem jaz sploh začel početi to, kar sem počel. Se pravi, ali jaz iščem nek trenutek... Zdaj, ne vem, kjero epizodo v tvojega življenja misliš. Govorim ta moj poslovni, kako se reče temu? Ja, seveda. Mislim, da bi to sem ga delal. Bi si želel, ker ta anekdota, se pravi, jaz jo poznam, ampak mi je izjemno zanimiva in namen teh pogovorov ne bi tudi bil ravno to, da je brez samo spremembe, in da pač eni rečejo, nekdo je bil na pravem mestu v pravem trenutku. Moja življenjska izkušnja je bolj, da v veliki meri mi sami ustvarjamo prava mesta pa prave trenutke. Mogoče se niti ne zavedamo, ampak ta pridejo in takrat ali naredimo to, kar smo ustvarjali, ali ne, to spremembo. Prosti, zdaj sem te prekinul, ko si... Ne, mislim, hočem reči, eno je, če je tema, vedno imamo neko vsebino, če govorijo, da je nek poslovni sestanek ali ko smo mi delali naš projekt Hiše skupaj in tako naprej, vedno imaš nek topic of the day, neko dnevno temo, ali bomo to, ali bi drugače, bi razmišljali in tako naprej. Ampak, če ugasnemo ton, če bi rekel, mi smo zdaj na pogovoru o tem, kako bomo nadstreške nad vhodnimi vrati, če ugasnemo ton, potem nekaj čutimo. In to, kako čutimo ob reševanju nekega detajla, velikega ali majhnega, mislim, velike slike ali pa nekega detajlčka, če bi takrat znali ton ugasniti, pa rekli, kako se počutim. In potem te dve stvari nazaj povezati, takrat vemo, kdaj smo na ta pravi poti, kdaj stvari grejo dobro. In če se vrnem nazaj na tega trenerja, pa mogoče pol to dal na stran, če bi ta trener če bi ugasnili ton, kaj nam je on govoril, ampak kaj smo mi takrat čutili, je pravzaprav determinirali, na nek način odločili, da je to meni rekli, to je moj šport. Jaz si tako verjamem, da je zelo pomembno, kakšne energije prevevajo ekipo, ko se dom gradi. In temu že sam namenjam čim več pozornosti od samega začetka do konca. In v vajnem primeru, oziroma v vašem primeru, v vajnem s Heidi plus Kim plus Tara plus Ina,
je bila to vse skozi ena taka dobra energija. Se mi zdi, da je, ne mogoče smo zafrkli tudi kakšen detajl, mogoče smo kaj falili, ampak mogoče še ne vemo, da smo. No, okay. Ampak generalno se mi zdi, da je po celem tem procesu tam not ostala ena taka, da sem mogoče si malo tako slišal, ampak ja, dobra energija za vsemi. Tudi z enimi, ker nismo imeli najboljšo izkušnjo, nismo imeli najboljšo izkušnjo, ampak ni šlo pa nič tako na nož, da bi ostala res neka slaba volja, nekaj takega. In to se čuti, vsakeč, ko tam človek noter pa res vstopi, pa ko se usede za uno šugiban mizo, ki si jo pobrenil, se čuti. Ali pa jaz mislim, da ja. Mislim, tukaj smo, mi recimo se tega nismo pogovarjali, preden smo se odločili za sodelovanje. Ker če bi dal zdaj kdorkoli od nas to še kot en kriterij, da bomo pa zdaj še na energijo pozorni, ko bomo delali hišo, bilo verjetno to že nek... Tudi težko je to vnaprej, ne? Tudi težko je vnaprej. Jaz jo ne morem obljubiti, vi jo ne morete vprašati. Ampak mislim, da, in to sem tudi že parkrat povedal, se pravi, material ABC, ugradnja tega materiala, da je to paše in da je to narejen, potem prije pa človek, ki je to pripeljal, previjačil, pobarval, karkoli že. David, Mitja, Franci. Mislim, prečudoviti ljudje. Vsem, zdaj, če bi hotel se koga spomniti, ki ni bil v prvem planu na teh naših koordinacijah, ne? Ampak gospod, ki je imel primarno nalogo pri naših izvajalcih za pospravljati objekt, se pravi, eni žagajo, eni vrtajo, nekdo mora to malo pospraviti, pa vreče, pa pol na kamion. Ampak recimo, on je to našo takrat v gradnji hišo tako pospravljal, kot da bomo mi zvečer prespali noter. Čeprav ni bilo še niti oken, smo imeli še s polivinili to zaprto in tako naprej. Ne? In mislim, da je tukaj spet to čutenje, kako je on čutil, kako se je on počutil, ko je prišel na to gradbišče. Ne? Zdaj, ti si omenil bureke. Bureki so bili nekaj, kar je nekaj moraš dati na mizo. Zdaj, če daš na mizo burek, da je najboljšega, mislim, da naš sladoled v Logatcu dela enega najboljših burekov. In ko to daš v bistvu zelo malo v materialnem smislu. Ne? Burek je sploh lahko zdaj, imaš za burek ali pa nimaš za burek. Se pravi, nisem vam stregla vsak torek nekih ekstra stvari. Bilo je praktično, bilo je toplo. In seveda, ker se je prijel, ker smo imeli vsi radi, sirov, mesni, vse. Ampak vse te drobnarije in kakšna malca po končanem delu in kakšna kava, čaj, ko je zebel in tako naprej, ker sem imel priliko to, ali pa smo imeli s Heidi priliko to dati, ker jaz sem imel pisarno na gradbišču. Mislim, da je to naredil hišo boljšo. Ne za to, kar sva mi dva dala, ampak kako so se ljudje, ki so prišli in reševali probleme včasih in iskali neke rešitve, karkoli že, kako so se tam počutili. Jaz sem v to prepričan. No, zato se jaz včasih v hecu pravim, da to dajanje je tako izpolnjujoče, da je v bistvu meni se zdi prav sebično dajanje. Recimo na zadnjem druženju, ko smo imeli, pa ko so mi moji dali uno sliko z neko zahvalo, tisto sliko Plečnika, risbo od Richarda. Jaz sem bil res globoko ganjen že nad gesto, ampak drugi strani se mi je pa smešen nad vsem tem zahvaljevanjem za nekaj, kar mene tako izpolnjuje, pa toliko topline pušča v človeku. In pa se ti nekdo še, ki bi nekaj delal skoraj zase, res sebično dejanje, kar se ti nekdo še za to zahvaljuje. Ja, ampak spet, če se vrnemo na kako sva danes po nekem naključju začela ta pogovor. Če si hvaležen za delo, ki ga upravljaš, potem ga upravljaš po svojih najboljših zmožnostih. Ampak spet, kaj so moje najboljše zmožnosti in kaj je standard, s čim se primerjam. Ampak v trenutku greš pri sebi
nočem reči do konca, ampak ko dejansko rečeš, that's my best, to je moje najboljše. Ne. Kar dostikrat lahko, recimo, če se spomnim v mojem tem poslovni karieri, hočeš neke stvari, ki niso standardne, ne? In jih pol hočeš na detalju dodelati in potem ni percepcija, si ti zdaj nek micromanager, da se vsako stvar vtikaš. Meni je bilo pomembno, smešno, kakšen čaj se da gostom na mizo. Ker čaj ni čaj. Ja, in zdaj, če imaš poslovne kot goste... me je Jurij prej učil kavo. Kava ni kava. Kava ni kava, očitno jaz ne vem, ne pijem kave, ampak sem zvedel, da kava ni kava. Ampak tipična zgodba, prideš nekam na sestank, kava, čaj, voda, nekaj. Če nisi v državi, ki reče, boš nekaj kratkega. Recimo in rečemo kava, čaj. Čin. Ko rečeš kava, čaj, je kava bolj ali manj pričakovana. Ja. Za vsak slučaj imamo pa ene par šipkovih vreč čaja. Zdaj, če se pa zaveš, da so ljudje, ki pa jim je čaj enako pomemben ali bolj pomemben kot kava in da obstaja več vrst čajev in da zelenega čaja ne preliješ z isto vodo kot črni čaj ali kjerkoli drug čaj, z isto temperaturo vode, hočem reči. Potem je pa ta detalj nekaj, na kar ga je biti smiselno pozoren, ker imaš poslovnega partnerja, stranko, kavo ali čaj in potem začneš sestanek z nekim, kot da bi listek iz mitnice mu zmečkal pa mu ga vrgel skozi okno noter. In recimo te stvari so me včasih malo obremenjevale ali sem se z njimi ukvarjal. A sem jaz zdaj preveč picajzlast, a jaz probam neke stvari preveč komplicirati. Včasih sem kompliciral stvari. Ampak še vedno, če se vrnem nazaj, zakaj sem to delal? Nisem hotel nobene dominance, nisem hotel več vedeti o čajih kot do drug, nisem hotel, da je predpražnik pred vhodom v poslovno zgradbo poravnan. Ker nekdo je pometal, pa ga je dvignil, pospravil, potem ga je pa pljasnil nazaj in je ostal tako. Mislim, pa ni nobenih fame, fikcije, da mora biti linije v nulo, delč od tega. Ampak enostavno, ko priješ nekam in je nekaj na pol, se drugače stvari začnejo. Še vedno gre lahko super naprej, ampak je nek ta emocionalni bančni račun, nekaj se z njega potegne in se to porabi za nekaj brezveznega. Včasih se nam stvari zgodi, ko ne grejo stvari po planu, dajmo takrat tisti kapital, ki ga imamo drug med drugim porabljati, da rešimo te stvari ali da jih dvignemo na naslednji nivo, vizavi šlamparije, če bi rekel.